Dober dan, to je N1 studio. Manj kot 3 tedne je do uradnega začetka kampanje pred oktobrskimi predsedniškimi volitvami. Zbiranje podpisov podpore volivcev je za nekatere potencialne kandidate na vrhuncu. Eden jih je že zbral, ena, ki jih sploh ni potrebovala, pa je tik pred prvimi nastopi v studijih iz bitke izstopila. Nekdanja kandidatka vladajoče stranke Gibanje Svoboda Marta Kos je bila v ta studio prvič povabljena že pred 2 mesecema in na to še 2-krat, a nikoli ni prišla. Za danes je njena ekipa sredi avgusta udeležbo vendarle potrdila, a je Marta Kos medtem odstopila od kandidature in Slovenijo takoj zatem tudi že zapustila. V studiu pa prav lepo pozdravljam Natašo Pirc-Musar in Anžeta Logarja, ki ima vse zadnje javnomnenjske ankete, kažejo uvrstitev v drugi krog. Dober dan, dobrodošla. Dober dan. Oba za svojo kandidaturo zbirata podpise, oziroma vi ste jih že zbrali, gospod Logar. Vi, gospa Pirc-Musar, jih potrebujete 5000, koliko vam jih v tem trenutku še manjka? Natančnega podatka nimam, zato ker imamo način zbiranja podpisov povsem drugačen. Mi delamo po grozdih, vsak dan prihaja po pošti, jaz v zaledju nimam podpore nobene stranke, ki bi mi pomagala. Pomagajo mi v enem delu pirati in sem jim seveda neskončno hvaležna. Skratka, to terensko delo poteka s prostovoljci na prostovoljni pogon, ampak zagotovo jih bom zbrala v roku in pozivam vse, ki bi mi še želeli dati podpis, da to seveda tudi storijo. Ampak ni vendarle nenavadno, da glede na to, da vam vse javnomnenjske ankete kažejo, da bi lahko v tej bitki zmagali, da pa podpisov vsem tem času še niste zbrali? Ni to lahek zalogaj, je pa prijeten zalogaj. Jaz ga izkoriščam. Tudi če danes v tem trenutku imam 5000 podpisov, bom še vedno hodila po terenu, ker se mi zdi, da je ta stik z volivci izjemno meni ljub, potreben in ga bom izkoristila do konca. Ne morete pa zdaj še na te točke govoriti, ali jih imate zdaj 2, 3, 4 tisoč ali 5, glede na to, da pravite, da v grozdih prihajajo te stvari. Vsak dan po pošti. Vsak dan. Gospod Logar, kot kandidat s podporo stranke bi sicer potrebovali 3000 podpisov in ste jih v bistvu zbrali že prvi dan, v nekaj urah, v 3 dneh pa 12000, potem ste zbiranje ustavili. Pravite, da kampanjo plačujete iz lastnega žepa. To pomeni, da vaša stranka SDS pri zbiranju teh podpisov ni imela nikakršne vloge? Ne, jaz sem se obrnil na kolege iz stranke po različnih regijah in sem jih prosil, če pomagajo pri tem zbiranju podpisov in odziv je bil dober. Da, iz številnih objav na družbenih omrežjih izhaja, da so zbiranje podpisov organizirali občinski odbori stranke SDS, ki so vabili v bistvu pred upravne enote večji del vaših kolegov poslancev. SDS je tudi javno prek omrežij v bistvu pozival k oddaji podpisov za vas. Želite imeti v bistvu podobo neodvisnega kandidata, tudi vaš predsednik vaše stranke Janez Janša vas je javno oklical za neodvisnega kandidata, ampak vendarle, glede na vlogo, ki je imela stranka pri zbiranju podpisov in pri dosedanjem poteku nagovarjanja volivcev kampanje, kar je videti tudi iz javnih objav, da pa vendarle ima zelo veliko vlogo stranka pri tej vaši kandidaturi. To je stranka z dolgo tradicijo demokratičnega delovanja, z zelo razvejano mrežo in v vsakem primeru je lepo, da pomaga pri zbiranju podpisov. Zdaj v tem pogledu mislim, da sem vesel tudi vse teh podpore in pohval, ki jih dobivam ob tej poti. Moram pa reči, da sem bil sam močno presenečen nad pozitivnim odzivom ljudi na terenu in nad to frekvenco zbiranja podpisov. Zdaj jaz sem sam nekako ocenil, da v enem tednu bomo uspeli zbrati dovolj podpisov za vložitev kandidature, pa v bistvu že v prvi dan sem presegel vsa pričakovanja. Ampak vi ste, to sem že tudi zadnjič, ko ste bili tu v studiu podaril, pa bom še enkrat, dolgoletni poslanec Slovenske demokratske stranke, zunanji minister v vladi, ki jo je vodila ta stranka, predsednik sveta stranke SDS, ki je v bistvu najvišji organ med 2 kongresoma, pa vendarle ne vas je predsednik oklical za neodvisnega kandidata. Zakaj? Kaj to pomeni? Rekli ste tudi, da v dnevni politiki ne sodelujete. Ali to pomeni, da imate v parlamentu kot poslanec zdaj dopust do konca kampanje? Ne, odvisno od dogodkov. Zdaj, če grem na kakšen celodnevni dogodek, potem seveda vzamem dopust, v nasprotnem primeru pa opravljam svojo poslansko funkcijo. Torej boste tudi normalno razpravljali v parlamentu. Recimo mimogrede, ste že dali svoje podpise za 3 referendume, ki jih zdaj zbira vaša stranka? Ne, nisem dal. In jih tudi ne boste? Ne. Kako pa lahko to razumemo?
Ja, ne vem kako. Da ne podpirate teh 3 referendumskih zahtev vaše stranke ali kako? Ne, lejte, jaz sem v to kampanjo vstopil resno kot kandidat. Odločil sem se za zbiranje podpisov. Največ, kar mi pomeni ta neposredni stik z volivci. In tudi jasno sem povedal, da v času te kampanje, da bom vse sile posvetil zgolj temu, torej temu cilju, da prepričam volivke in volivce, da podprejo mojo kandidaturo. In v dnevni politiki, kot pravite, ne boste sodelovali. Gospa Pirc Musar, notranje ministrstvo ste zaprosili, da vaš naslov posredujejo tudi bolnišnicam, domovom za starejše, zavodom, kjer tudi želijo zbirati podpise volivcev. Za vas pravite, da je to vse v skladu z zakonom, tudi Ministrstvo za notranje zadeve pravi, da to lahko storijo vsi kandidati. Zdaj pravniki, s kateri smo govorili, na ena pravijo, da je ta poziv sila nenavaden in tudi ne vidijo pravne podlage za takšno objavo. Če pa gre za odraz prijazne državne uprave, bi se moral poziv k objavi naslova po njihovem prepričanju nanašati na vse predsedniške kandidate. Če to ni bilo storjeno in ni bilo, se jim zdi verjetno, da bo kdo od kandidatov sprožil postopek zaradi neenake obravnave. Zdaj, potencialna protikandidata Ivo Vajgl in Vladimir Prebilic sta že nakazala to možnost. Ivo Vajgl celo pravi, da sploh ne bo zaprosil za to možnost, ker se mu ne zdi primerna. Vaša poteza je zelo negativno presenetila, češ da želite imeti prednost. Vas ne skrbi, da bi šel kdo še dlje in morda izpodbijal volilne rezultate zaradi tega? Prav nič me ne skrbi, se pa čudim, da tudi ostali kandidati, ki zbirajo podpise, te možnosti ne izkoristijo. Dejstvo je, da je zakonodaja, mislim, da gre za zakon o volitvah v državni zbor, jasno določa, ki se ga subsidiarno seveda uporablja tudi za predsedniške volitve, da imajo vsi tisti, ki so nepokretni, možnost pred pooblaščeno osebo dati podpis podpore kandidatu, to so bolnišnice, zapori, domovi za starejše. In zakonodaja je tukaj jasna. Pravi, da pred pooblaščeno osebo lahko, ampak da mora potem ta pooblaščena oseba te podpise poslati kandidatu, ki so mu to podporo ti podpisniki namenili. Če naslova nimaš, do te podpore ne prideš. In kolikor je meni jasno, mi nismo spraševali na Ministrstvu za notranje zadeve, ampak je nek dom za starejše vprašal za naslov, kam lahko pošljajo podporo meni, in je potem Ministrstvo za notranje zadeve nazaj odgovorilo, da se še noben od kandidatov ni odzval in ni predal naslova. Potem je ta dom za starejše nekako prišel do našega štaba in smo mi poslali naš naslov. In to je vse. Vsak ima to možnost. Moram pa še eno stvar povedati. Ta praksa ni nova. Ne vem, zakaj se zdaj ob letošnjih predsedniških volitvah to izpostavlja. Najbolj podrobno navodilo je nastalo prav v času, ko je bil minister Vinko Gorenak, in kolikor so meni zagotovili, je to povsem zakonita praksa in s tem omogočiš tistim, ki so nepokretni na upravno enoto ne morejo, da to svojo pravico udejanijo. Še eno stvar bi pa želela povedati, zakaj je potrebno poslati te podpise kandidatu. Zato, ker pooblaščena oseba v zaporih ali v domovih za starejše ali bolnišnicah nima dostopa do centralnega registra prebivalstva. Skratka, ti podpisi morajo priti v roke kandidatu, ki mora potem iti na upravno enoto, da uslužbenec upravne enote zabeleži oddan glas in preveri volilno pravico. In to je lahko edino kandidat, ki v tem zadnjem koraku mora to storiti. Vi ste zdaj za to možnost vedeli, a ne? Očitno ostali kandidati niso, pa se vam ne bi zdelo, ne vem, fair, pošteno, da bi Ministrstvo za notranje zadeve pač že v začetku vse potencialne kandidate obvestilo, da to možnost pač imajo. Zaradi tega, ker zdaj ste pač vi deležnih očitkov, da se vas privilegira, da vam ministrstvo celo pomaga pri zbiranju podpisov. Zdaj vaša potencialna protikandidatka, s katero ste se že pogovarjali v tem studiu, Nina Krajnik, pravi, da je to prvovrsten političen škandal, ne, celo poziva vas, da odstopite od kandidature, ne. Peter Jambrek, njen glavni podpornik, pravi, da bi morala biti ministrica za notranje zadeve deležna ustavne obtožbe. Torej, se vam ne bi zdelo pravično, da bi ministrstvo vse obvestilo o tem? Jaz ne vem, zakaj niso, ampak kolikor vem, so vedno čakali na zahteve kandidatov. Jaz sem za to izvedela in to svojo možnost izkoristila. Me pa čudi, da moji protikandidati ne želijo izkoristiti te možnosti zdaj, ko vedo.
Ali pričakujete, morda prej sem vprašal glede rezultata volitev, da bi bili lahko morda zdaj vaši podpisi pod vprašanjem, da se lahko to zgodi? Če se to zgodi, kaj potem? Ti podpisi nikakor ne morejo biti pod vprašanjem, zato ker so vsi verificirani na upravnih enotah in jaz jih moram vložiti na Državno volilno komisijo. Zdaj, vi, gospod Logar, vi v tem ne vidite nobenih težav, ste rekli včeraj v Tarči, pa je še po tej izjavi vaš predsednik Janez Janša tvitov, kako je to zloraba državnih ustanov, zrelo za kazensko ovadbo, ker da so naslov gospe Pirc Musar objavili samo zato, ker nima dovolj podpisov. Zdaj, vi se od napovedi kandidature kar pogosto, sicer bolj tako po ovinkih, distancirate od potez in stališč večjega dela stranke, katere poslanec in, kot sem dejal, tudi predsednik sveta ste. Kako zdaj mi lahko razumemo te vaše poteze v zadnjem času? Ne, se ne distanciram, jaz povem, kaj o dotični stvari mislim. No, ampak ogradili ste se od kar nekaj stališč vidnih članov stranke, tudi včeraj ste to storili. Na tej točki vas seveda lahko vprašam, ali se lahko ogradite ali obsojate tudi tweet, zaradi katerega je bil obsojen vaš predsednik o prostitutkah. Ne poudarimo, ne gre za prostitutke, ampak uporabil besedo prostitutke. Tudi odvetniška pisarna Pirc Musar je zdaj recimo sodelovala pri zadevi Ukradena vila, kjer se mora zdaj opravičiti stranki SD zaradi tweetov Ukradeni vili. Kaj pa te tweeti? Se tudi o teh ograjujete, tudi te tweete obsojate? Jaz bi si želel, da je ta predsedniška tekma tistih, ki kandidirajo. Ne tekma tweetov ali pa izjav posameznih ljudi. Zdaj, ampak prav je, da vas poznajo volivci. Jaz mislim, da me poznajo glede na nabor sporočil, ki jih imam na svojem Twitter profilu. Tiste, ki sem retweetal, sem jih retweetal zato, da jih širim. Tiste, ki sem jih všečkal, sem jih všečkal zato, ker se z njimi strinjam. Ostalo pa, če tudi izhajajo iz mojega miljeja, nisem in verjetno sem s tem tudi podal svoje sporočilo. Vztrajate, da to s podpisi, kar ste tudi že včeraj povedali, glede na to, da se danes pojavljajo pač novi pozivi, vaš predsednik pravi, da je zrelo za kazensko ovadbo, da je to vse ok, to, kar je... No, to sem že včeraj povedal, da me preseneča brzina Ministrstva za notranje zadeve in potem tudi vseh organov, ki so odreagirali na dopis volilnega štaba gospe Pirc Musar. Že naslednji dan so vse institucije dobile navodilo, naj ta naslov objavijo in tako je bil ta naslov objavljen po celi mreži institucij, ki so bile naslovljene. Zdaj, mene je vprašanje pri tem, ki se mi poraja, da če bi povprečni državljan želel od Ministrstva za notranje zadeve, da ne naredi neko podobno upravno dejanje, ali bi tudi v tem primeru že naslednji dan vse institucije imele enako storitev, kot so imele storitev v tem primeru. Zakaj pa se poraja ta problem pri evidentiranju podpisa na daljavo? Namreč ti podpisi, ki so v zaporih, če se jih zbira in v recimo domovih starejših občanov, so brez naslovnika, torej so brez imena, komu daješ podporo. In kaj pa, če nekdo želi dati podporo meni, pa gre ta papir skupaj z drugimi na naslov oziroma v potrditev podpore nekomu drugemu. Zame to ni težava, ker sem ustrezne podpise že zbral. Se pa verjetno strinjam, da bi ravno zaradi nekega videza nepristranosti Ministrstvo za notranje zadeve res lahko pozvalo vse kandidate, da so dobili to prošnjo in da vse pozivajo, naj se v roku enega dneva izrečejo ali želijo, da so tudi njihovi naslovi na teh institucijah, ki potem zbirajo diplomatsko-konzularna predstavništva, bolnišnice, na UKC, potem zapori, vzgojni zavodi in tako naprej. Slišali smo, čudi se hitrosti, s katero je notranje ministrstvo v bistvu na ta vaš poziv oziroma prošnjo reagiralo. Jaz bi vendarle rada prej dodala še nekaj. Gospod Anže Logar je zdaj res da so samo ti podpisi, ki se zbirajo v bolnišnicah in domovih za starejše in zaporih brez imena in priimka kandidata. To ne drži. Ne, vsi so. Vsi. Ja, potem se niste dovolj natančno izrazili. Vsi podpisi podpore so brez kandidata. Zato je tako zelo pomembno, da pridejo v roke tistega, ki mu je podpora namenjena. Zakaj hitrost? Veste, pri volitvah, kolikor vem, so vedno hitri. Volilna opravila tečejo.
Volitve so največji izraz demokracije v vsaki državi. In kolikor vem, je, mislim, da prav leta 2012, ko je gospod Gorenak bolj podrobna navodila dal, zato zaprosila ravno stranka SDS ob enem od referendumov. Skratka, ta možnost ne obstaja zgolj za predsedniške kandidate, ta možnost obstaja za župane, ta možnost obstaja za neodvisne kandidate, ki želijo kandidirati na parlamentarnih volitvah, in ta možnost obstaja seveda tudi za vse referendume. Nič novega ni. Ne razumem, zakaj v bistvu ob teh predsedniških volitvah to tako vroča tema. To je zadnjih 15 let stalnica v Republiki Sloveniji. Jaz sem klicala na eno od upravnih enot in so mi potrdili, so rekli, gospa Pirc Musar, mi to delamo ob vsakih volitvah. In včeraj so mi tudi potrdili, da je takoj to možnost izkoristila gospa Senčar, kandidatka stranke Resnica. Celo tako daleč so mi podrobno razložili, kako to poteka, da pazijo, da je na oglasni deski to objavljeno v enakih fontih, torej enaka velikost črk, enak font, da res nobenega kandidata ne preferirajo. Ampak seveda, za to možnost je treba vedeti, morda je prav ta situacija, v kateri smo danes, vendarle nek znak za to, da ob prihodnjih volitvah Ministrstvo za notranje zadeve proaktivno obvesti vse kandidate, da bodo res vedeli za to možnost. Tudi jaz nisem vedela, dokler se ni zgodila ta zgodba z domom starejših, ki sem vam jo opisala prej. Zdaj, glede na to, kar pravi gospa Pirc Musar, ste v SDS očitno vedeli že leta, v bistvu, da ta možnost obstaja. Zakaj potem tako močne reakcije, v bistvu, ne, če je to že več kot desetletje očitno tudi vam in članom vaše stranke, ki so zdaj zelo glasni, jasno? Pa sej, moj štab, ne jaz nisem odreagiral na ta vprašanja. Stranka pa je, ne? Zelo močno in še vedno reagira in tudi predsednik se še vedno o tem oglaša, ne? Ja, vi se pa od tega očitno ogrevate. Povejte mi, prosim, s kakšnim rezultatom teh volitev boste osebno zadovoljna in kaj boste štela kot poraz, najprej gospa Pirc Musar? Zame osebno bo zagotovo rekla veselje in bom zadovoljna, če se uvrstim v drugi krog. S tem sem seveda tudi že povedala, kaj mi ne bi bilo veselje, to, da se ne bi uvrstila v drugi krog. Jaz računam na to, no, da drugi krog seveda bo, vso svojo energijo vlagam v to, ne hodim po terenu samo okrog volivcev, ampak tudi okrog ljudi, ki znajo več od mene na določenih področjih. Pred 2 dnevoma sem recimo bila na Zvezi gluhih in naglušnih, seznanjam se z težavami, problemi ljudi, ki so recimo bolj na obrobju. Skratka, delam na tem, da se uvrstim v drugi krog in to bi bil zame uspeh. Gospod Logar? No, jaz probleme ljudi na terenu že precej dobro poznam. Predvsem pa želim z tem obiskovanjem preveriti, katere so tiste najpomembnejša vprašanja, ki jih ljudje pričakujejo od predsednika republike. In jaz smatram, da je največji zalogaj ali pa največji pomen te funkcije v prihodnjih 5 letih, da povežemo Slovenijo, v bistvu, da stopimo skupaj, da sodelujemo, da najdemo tisto, kar nas povezuje, ne tisto, kar nas deli. In da to lahko dosežemo, zdaj smatram uspeh, zmago na volitvah. Pa če lahko še dodam, zagotovo je seveda uspeh, ki ga pričakujem in si ga želim, zmaga v drugem krogu. Da. Gospod Logar, zgodovinar in analitik Luka Alisja Gabrielčič je v kolumni za N1 pisal, da se v bistvu vse vrti okoli vas, da sicer nimate veliko možnosti za zmago, ocenjuje, a da bi bil že poraz v drugem krogu uspeh, da je srebrna kolajna marsikdaj politično bolj vredna od zmage. Pravi, citiram, če bi se izkazalo, da obstaja politik SDS, ki lahko na nacionalni ravni prebije magično mejo 30 ali morda v drugem krogu celo 40% glasov, bi to utegnilo prvič po dolgih desetletjih resno zatresti položaj Janeza Janše na čelu stranke. Konec citata. Kako to komentirate? Zdaj, kjeri del kolumne? Ta, ki sem vam ga citiral ravnokar. Ta, ki sem vam ga ravnokar citiral. Ja, ima nekaj sporočil. Lejte, ko sem jaz nastopil, oziroma ko sem objavil svojo kampanjo, prvo vprašanje novinarjev je bilo, če je zame torej tisti ključni uspeh, ki ga želim doseči s to kampanjo, uvrstitev v drugi krog. Pa sem rekel, ne, zmaga. Skratka, jaz grem v to tekmo, v to predsedniško kampanjo res z iskrenimi nameni, z nekim jasnim programom, ki je utemeljen na 5 točkah, ki jih želim v času te predvolilne kampanje predstaviti volivkam in volivcem, torej Slovenkam in Slovencem. Če jih bom uspel prepričati,
z dovolj velikem številu bo to uspeh. Če ne bom uspel prepričati, pač bom potem razmišljal o drugih variantah. V tem trenutku razmišljam zgolj samo o tem. Če jih ne boste uspeli prepričati, je vseeno to vprašanje kar na dlani in prosim za konkreten odgovor. Se vidite v prihodnosti, če ne boste predsednik republike na čelu SDS? Nisem razmišljal o tem. Potem pa nam to povejte, prosim, kaj pa bi vi naredili, če bi bili šef stranke po aprilskem rezultatu na parlamentarnih volitvah, ko je Gibanje Svoboda dobilo rekordnih 41 poslancev. Bi vi ostali na čelu stranke kot trenutni predsednik, se umaknili, ponudili odstop, kaj bi storili? Zdaj sem se v politiki vedno izogibal vprašanjem oziroma odgovorom na vprašanje, kaj bi, če bi. Potem pa razčistimo tole, ker so takšne naše informacije, ali drži, ali je res, da ste po izbruhu afere Vizjak-Petan, ko so v javnost prišli posnetki njunih pogovorov, pa tudi ne nazadnje v vladnem porazu na referendumu zakona o vodah, v stranki zagovarjali stališče, da bi moral Andrej Vizjak odstopiti z mesta ministra za okolje in prostor, da ali ne? Ja, v tej smeri bo moj razmislek, ja. Ampak očitno pač ni bil upoštevan, ne? Zakaj pa ste, če lahko potem to utemeljite, glede na to, da je bil vaš razmislek v tej smeri? Ker je takšno moje videnje pač neke politične funkcije oziroma neke obveznosti nekoga, ki je prevzel določen položaj. Ampak bolj konkretno zaradi referenduma ali zaradi afere Petan-Vizjak? Kaj je bilo tu za vas tisto, kar je bilo bolj sporno? Jaz sem preiskoval bančno kriminaliteto. In pri gospodu Petanu je bilo kar nekaj dokumentov in morate razumeti, da jaz dobim ošpice, ko slišim pač take prijateljske pogovore z gospodom Petanom. Dobro, smo razumeli. Gremo naprej. Gospa Pirc-Musar, ali vi zdaj po umiku Marte Kos pričakujete podporo Gibanja Svoboda? Predsednik stranke Robert Golob je že dejal, da svojega kandidata zdaj zagotovo ne bodo imeli. V preteklosti pa ste z Golobom, še preden je prevzel stranko, ste se v bistvu z njim večkrat pogovarjali, to ste v tem studiu tudi že povedali, ampak se mu potem v Svobodi niste pridružili. Ali pričakujete zdaj njihovo podporo? Zagotovo je, da gospa Marta Kos in jaz nagovarjava isto volilno telo. Jaz sem prepričana, da bo precej volivcev, ki bi volili gospo Kosovo, da bo volilo zame. Z Gibanja Svoboda se še niso oglasili, niti jih nisem jaz kontaktirala. Sem pa že večkrat povedala, da bom vesela podpore vsake stranke. No, pa drži, da vam je bila načelna podpora Gibanja Svoboda nekako obljubljena že prej, ne glede na to, da ste imeli z Golobom in nekaterimi drugimi predstavniki pogovore, pa se je potem Marta Kos odločila za vstop v predsedniško tekmo. Jaz se z gospodom Golobom nikoli nisem pogovarjala o predsedniških volitvah. Po volitvah parlamentarnih je pa zelo hitro prišlo v javnost, da je kolegica Marta Kos kandidatka za predsednico in jaz se z gospodom Golobom o tem res nisem nikoli pogovarjala. No, ampak vprašanje je bilo jasno, ali vam je bila zdaj obljubljena ta načelna podpora strani gibanja? Ne. Ni bila. Pa zdaj morda pričakujete, glede na to, da ste osebno v zelo dobrih odnosih s podpredsednico stranke in predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki da nimo javno nikoli ni povedala, koga podpira, čeprav so imeli že v stranki svojo kandidatko, drugo podpredsednico. Pričakujete zdaj morda vsaj njeno podporo? Javno. Gospa Urška Klakočar je profesionalna političarka, odkar je izvoljena in ona se bo sama odločila, ali bo koga javno podprla ali ne. Do sedaj ni podprla nikogar, kar se mi zdi prava drža. Je pa logično, da bo Gibanje Svoboda vendarle razmišljalo o tem, koga podpreti in seveda bodo razmišljali o nekom, ki je na levi sredini. Zdaj tudi preostali dve koalicijski stranki nimata svojega kandidata. Ko ste najavili kandidaturo, ste v neformalnem pogovoru novinarjem, ki pa je bil posnet, dejali, da podporo Levice zagotovo ne bi sprejeli, ker da se vam njihove vrednote zdijo preveč odmaknjene od vaših. Ste to stališče zdaj pripravljeni ponoviti tudi uradno? Bom povedala, zakaj je pravzaprav do te moje nepremišljene izjave prišlo, ker kot nekdanja novinarka bi zagotovo morala vedeti, da off the record informacije pač niso off the record. Jaz sem se pred odločitvijo o tem, ali bom kandidirala ali ne, pogovorila z vsemi tremi koalicijskimi strankami. In stranka Levica mi je povsem korektno sporočila, povedala, da sem jaz za njih preliberalna kandidatka. No, in v tej luči je nekako bila moja izjava, ampak še
še enkrat poudarjam, jaz bi bila vesela tudi podpore Levice, zato ker imamo vendarle precej skupnih točk. To je socialna politika, pravice delavcev. Lejte, če boste pogledali katerikoli program, jaz zagotovo pri vsakem najdem kakšno stvar, kakšen podatek, s katerim se ne bi mogla poistovetiti. Tudi pri Gibanju Svoboda in pri Levici tudi. Ja, ste pa vendarle rekli, da vam njihove vrednote, da se vam zdijo njihove vrednote preveč odmaknjene od vaših. Gospod Logar, po zadnjih informacijah NN obstaja velika verjetnost, da vas vaša donedavna koalicijska partnerica NSI, če ne bo imela svoje kandidatke ali kandidata, ne bo podprla. Zdaj v torek bo to dokončno znano, prej imajo še nek posvet, ampak naši viri iz stranke vidijo malo možnosti, zato zdaj podpredsednik vaše stranke Aleš Hojs je v Odmevih rekel, citiram, pričakujem, da bodo podprli našega kandidata. Tudi vi to pričakujete? Jaz sem gospodu Toninu, preden sem najavil svojo željo potem, da kandidiram, predstavil to kandidaturo, torej preden sem javno objavil, da nameravam kandidirati, predstavil sem ključna programska izhodišča in izrazil željo potem, kolikor se bodo na organih stranke o tem pogovarjali, da se o tem pogovorijo in da bom vesel, če se bodo odločili za to podporo. Zdaj, kakršna bo njihova odločitev, je to pač stvar stranke. Aha, v zadnjem času pa niste nič bili v kontaktu z njimi, se pogovarjali o tem, samo takrat v tisti fazi? Ne, glejte, jaz sem pač svoje karte zelo odprto in odkrito postavil. Jaz grem v vsakem primeru v to tekmo, v vsakem primeru grem na način, kot sem se odločil, da grem in vkolikor neka stranka vidi v tem potencial, torej s tem tudi možnost za večjo izvolitev, sem hvaležen za to podporo, v nasprotnem primeru, če imajo svoje lastne računice ali pa cilje, pa pač to njihova odločitev. Ampak kako bi vi to nepodporo, če do nje res pride in zaenkrat kaže, da bo razumeli, glede na to, da ste, kot pravi SDS, skupaj vladali in sodelovali zelo dobro? Bi to razumeli kot nezaupnico, kljubovanje, poskus distanciranja NSI od SDS-a? Kaj? Ne, jaz sem najmočnejše sporočilo, ki sem ga dobil prve 3 dni zbiranja podpisov. Skratka, to je bil tisti res močen signal, da na terenu obstaja zelo velika podpora moji kandidaturi. Mislim, da je to tudi potem malce spremenilo moj pogled na potrebo po tej podpori. Skratka, če stranka želi podpreti, jaz sem zelo vesel te podpore, vkolikor se bojo pa drugače odločili, pa se pravi, to njihova odločitev. Gospa Pirc Musar, zakaj je bil jutrišnji dogodek sprejem Olimpik v ruski dači, ki je v lasti vas in vašega moža, ki tudi vodi vaš volilni štab, zdaj odpovedan, ne? Če ste najprej govorili, da ni nič spornega, da je bil načrtovan 1 leto vnaprej, da je organizator v bistvu Olimpijski komitej, vaš mož je v bistvu samo gostitelj. Tudi vi ste rekli, da na dogodek pridete kot obiskovalka in da zagotovo to ni del volilnih opravil, zdaj pa dogodek odpovedan. Zakaj, če ste prej govorili, da je vse okej? Odpovedal ga je Olimpijski komitej Slovenije, torej boste morali vprašanje nasloviti na njih. Bi pa vendarle rada povedala, da je to nek tradicionalni dogodek. Mi smo ga imeli že lansko leto. Jaz sem članica Komisije za enakost spolov pri Olimpijskem komiteju. Mi smo želeli s temi dogodki dati nek poudarek ženskam v športu. Ampak niste, se upravičujem, imeli kakšnega pomisleka, glede na to, da dogodek pade praktično tik pred začetkom uradne volilne kampanje, ko so vsi kandidati že znani, se niste pogovarjali, spraševali, kako bo to videti, kako bo to izpadlo? Ali hočete reči, da jaz ne smem zdaj priti na noben kulturen dogodek, na noben koncert, da se moram zapreti v neko vato in absolutno ne gre za rusko dačo. Gospa Nataša Pirc Musar, rusko dačo ljudje v Sloveniji zelo, bom rekel, hitro povežejo z vami in vašim možem. Ne nazadnje ste svojo kandidaturo najavili prav tam, a ne, mislim, zato govorim, ne gre kar za en dogodek nekje, ampak dogodek v ruski dači. Zakaj pa vi mislite, da je to del moje predvolilne kampanje? Pač prostor je tam lep, Olimpijski komitej ga je spoznal že lani, ampak kot rečeno, no, da ne bova o tem za odpoved, morate res vprašati njih, jaz razlogov ne poznam. Ja, vi niste videli očitno tu težav, Olimpijski komitej pa jih potem je vendarle prepoznal. Zdaj, če gremo naprej, umik Marte Kos iz predsedniške tekme je seveda vse prej kot nepomembna novica. Kaj so razlogi za njen umik, uradno še ni znano. Robert Golob je zanikal, da bi njen odstop oziroma umik zahteval ona pravi iz spremenjene okoliščine, iz osebnih razlogov, ampak
Spoštovana gosta, kaj to zdaj za vaju pomeni? Ne? Gospa Pirc Musar, to, da se je omaknila potencialno zelo močna kandidatka, ki je vaša prijateljica ali nekdanja prijateljica, se zdaj obetate zmago v prvem krogu in ali boste kot poraz doživeli dejstvo, če boste morali teči še drugega, glede na to, da se vam je zdaj potencialno odprlo kar veliko število glasov in tudi sami ste malo prej rekli, da na nje nekako računate. Naj najprej povem to, da je gospa Marta Kos še vedno moja prijateljica. Dobro. Med nama ni prav nobenih zamer. Zdaj, kaj se bo zgodilo zaradi njenega odstopa? Jaz vem tudi po analizah, ki sem jih brala, da je večina njenih volivcev potem na moji strani. Zdaj, koliko se bo volilno telo še obrnilo, morda še proti komu, ki je na levem polu, ne vem, morda gospod Vajgl, gospod Prebilič je nekje že malce bolj na desni sredini. Nisem politični analitik, vam ne znam tega napovedati, ampak zagotovo bi bila pa seveda vesela že zmage v prvem krogu. Gospod Logar, kaj pa ta umik pomeni za vas, ali to, da Marte Kos ni več v tekmi, zdaj za vas lahko predstavlja nevarnost, da se bo boj zaključil že v prvem krogu in da vas čaka srebrna medalja, ne? Ker prej tudi sama gospa Pirc Musar pravi, da sta nagovarjali nekako isti bazen volivcev in so se potem ti glasovi razpršili in je bila dejansko prej možnost za drugi krog večja, kot je zdaj. Zdaj, po tej logiki. O medaljah bodo odločili volivke in volivci. Jaz mislim, da je še kar nekaj časa do volitev, niti ne vemo, kateri kandidati bodo zbrali dovoljšne število podpisov in ali bo še kakšna stranka svojim kandidatom vstopila. Tako da v tej fazi je preuranjeno govoriti, zagotovo gre to v prid Nataši Pirc Musar. Zdaj, ali je bilo tu kakšnega tudi zakulisnega dogajanja, ne vem. Ampak v vsakem primeru to mojega načina ali pa mojega pristopa pri kandidaturi ne spremeni, ker sem že v začetku tudi povedal, da se v tej kampanji z sokandidati ne bom ukvarjal, ampak bom predvsem želel ljudem predstaviti svoj program. Kako pa vidite ta njen umik, kaj bi lahko temu botrovalo? Težko vam rečem. Jaz sem bila pravzaprav presenečena. Jaz do konca nisem verjela, da bo gospa Marta Kos to res storila. Ker je, se upravičujem, v bistvu je še pred časom, ne tako dolgo nazaj, je zatrjevala, da to ne pride v poštev, da kakršenkoli umik, zdaj pa to ne. Ne vem, zame je bilo res presenečenje in moram tudi iskreno povedati, da sem se veselila soočen z gospo Marto Kos, zato ker vem, da obe zagovarjava kulturo dialoga in nek nebrutalen politični diskurs. Žal mi je, ampak razlogov pa žal tudi res ne poznam. Gospod Logar? No, jaz sem se z gospod Marto Kos pogovarjal na prazniku Žlikrofov v Idriji. Takrat se mi je zdela zelo odločena, da gre še naprej, da tečemo skupaj do prvega kroga. Jaz sem jo takrat povabil, če gre z mano na Triglav. Je bila kar zagreta, da bi šla skupaj. Srečal sem se z njo v ponedeljek na Blejskem strateškem forumu. Je bila nasmejana, vesela, sva se tudi pogovarjala o tem, da je lepo, da se normalno pogovarjamo in da se družimo. No, potem je bil pa pač ta šok, jaz ne vem zakaj, ne znam ga razložiti. Verjetno pa raziskovalni novinarji bodo prišli do kakšnega detajla v tej zgodbi. Ja, upam seveda bomo to z zanimanjem raziskovali tudi mi. Zdaj, če gremo na zadnji sklop, razmere v svetu in Sloveniji so zelo zahtevne, vsi svarijo pred dramatično zimo zaradi energetske krize in inflacije. Zdaj, zelo pomembno je, in to smo v tem studiu govorili tudi pred parlamentarnimi volitvami na soočenjih, da najbolj odgovorni politiki v državi razumejo trenutek časa in da znajo pravilno predvideti prihodnje trende. Kaj napovedujete, da se bo dogajalo v tem prihodnjem obdobju, gospa Pirc Musar? Če bi imela magično kroglo, vsi si želimo, da seveda ne bi bilo prehudo, ampak razmere na mednarodnih trgih, predvsem plina, ne kažejo dobro. Mene skrbi bolj ena stvar. Zavzetost Evropske unije in Evropske komisije, da podpirajo vojno v Ukrajini, je morda zameglila prav ta energetski vidik.
Še vedno namreč Evropska komisija ni sprejela nove matrike, novega izračuna cene električne energije. Namreč ne vem, če gledalke in gledalci vedo, cena električne energije je meni nerazumno vezana na ceno plina. Skratka, tudi elektriko, ki jo pridobivamo iz atomske, jedrske centrale in hidroelektrarn, je vezana na plin. Von der Leyenova je vendarle zadnjič na Blejskem strateškem forumu obljubila, da bodo to matriko spremenili. Me pa preseneča, da se Evropska unija ni obrnila prej. Vsi vemo, da prihaja zima, ne? In to za prebivalce Evropske unije in tudi Slovenije nikakor ni dobro. Evropska unija je v tem segmentu nek tanker, ki se ga počasi obrne, in osebno bi si seveda želela, da bi bili hitrejši tudi v tem strateškem razmišljanju, kako ublažiti krizo, ki nedvomno prihaja. Zdaj, po tej napovedi strani Evropske komisije njene predsednice je vendarle prišlo do nekega paca na trgu. Prej sem gledal ceno elektrike, je kar v pacu, ampak bomo videli to, da se ne bo spet obrnilo navzgor. Vaša prognoza tu, gospod Logar? Zdaj, naslednje leto bo ključno, zanimivo. Najbolj bi nam šla na roko zelena zima. Skratka, veliko bo odvisno od tega, kako bo narava poskrbela za svojo regeneracijo v jesenskem, zimskem in zgodnem spomladanskem času. Če bo zima huda, bo hudo tudi na trgu energentov. In v tem primeru mislim, da bomo priča rednim, izrednim sejam Evropskega sveta in sprejemanju ukrepov, s katerim bomo gasili ta ali pa segrevali ta led, ki bo preplavil energetski sektor. V nasprotnem primeru pa mislim, da je EU na pravi poti počasnega ali pa pospešenega raje, odklapljanja od ruskih energentov in iskanja drugih virov, z velikim poudarkom na zagotavljanju te strateške neodvisnosti tudi na področju energetike. Zdaj tukaj moram popraviti, da ne sprejema tega Evropska komisija, to sprejemajo države članice v soglasju, ekonometrijo. Evropska komisija pripravlja predloge, ampak kar se moramo bati v naslednjem letu, ki bo kritično, je, da se v politiki ne bojo začeli pojavljati populizmi v smeri, plačamo dražji plin zaradi neke vojne, ki niti ni na našem ozemlju. To je tisto ključno, kjer mora Evropska unija, vlade držav članic in tudi vse institucije, pa tudi odgovorni politiki držati skupaj z enim glasom. In to bo, se mi zdi, glede na možnost dimenzije tega problema, ključno politično vprašanje v naslednjem letu. Ja, bom šel tukaj naprej. Državni zbor je ta teden sprejel 2 zakona za pomoč najranljivejšim in gospodarstvu. Vlada je včeraj sprejela še nekaj zakonov s pomočjo oziroma ukrepi. Cene elektrike so zdaj regulirane, goriv delno tudi. Ali je po vaše ta nova vlada storila dovolj na tem področju, gospa Pirc Musar? Zagotovo se ta vlada trudi in razume situacijo. Predvsem ima ta vlada eno veliko prednost, da je gospod Robert Golob strokovnjak za energetiko in prav zaradi tega njegovega znanja ga poslušajo tudi njegovi kolegi znotraj Evropske unije. Zdi se mi pa to ni zdaj samo napaka te vlade, da smo pa premalo storili na tej naši energetski neodvisnosti. Slovenija namreč nima zbiralnikov za plin, torej mi nimamo kapacitet, da bi to lahko hranili pri nas, da bi imeli zaloge. Mi smo odvisni od zbiralnikov v Avstriji, delno v Italiji. Skratka, na tem področju jaz res pričakujem od vlade, predvsem zaradi znanja dr. Goloba, da bo znal popeljati v pravo smer, kar se tiče energetske naše neodvisnosti. Res pa je, da plin seveda sodi med fosilna goriva, to je nekaj, kar zdaj tudi znotraj Evropske unije na agendi, da moramo porabo fosilnih goriv seveda zmanjšati. Zelene energije so pa vetrne elektrarne in med zelene energije sodi seveda tudi atomska energija, torej jedrska centrala. Jaz mislim, da je ta kriza vendarle pokazala v mnogih državah, da bo potrebno spremeniti energetske strateške načrte in jaz sem zagovornik jedrske elektrarne, zagotovo je to rešitev. Ne pozabiti, da jedrska elektrarna Krško tretjino slovenske energije proizvede in če želimo odklopiti termoelektrarno Šoštanj, ki prav tako proizvaja tretjino energije, moramo seveda imeti alternativo in trenutno je to zgolj atomska, torej jedrska energija.
In vse kaže, da se bomo o tem državljani in državljanke izrekali na referendumu. Enako vprašanje tudi za vas, gospod Logar, torej poteze vlade. Spomnim se, ko ste še sodelovali v dnevni politiki in je presegla nova vlada, ste takrat v bistvu imeli nekak nagovor Robertu Golobu, da je vaš poudarek je bil, nekaj piše v koalicijski pogodbi, nekaj je pa tisto, kar vi tukaj govorite. Ne? Kako grejo zdaj te poteze vlade na področju energetske draginje, inflacije in tako naprej, v katero smer gredo? V tisto, ki vas je skrbela, torej da bo vlada ravnala v skladu s koalicijsko pogodbo, ki vam ni bila všeč, ali v tisto drugo smer, torej v skladu z napovedmi predsednika vlade in ali ste s temi potezami zadovoljni? Zdaj, v tej fazi iskanja skupne odločitve o ukrepih za zoperstavitev te draginjskih razmer na področju energetike. Mislim, da je vlada Roberta Goloba prvič dejansko naredila korake, ki bi jih morala tudi že prej pri drugih vprašanjih. Namreč najprej se je posvetovala z strankami, torej z vsemi strankami v državnem zboru, tudi z ostalimi deležniki in na podlagi tega pripravila nek paket ukrepov, ki pa po mojem mnenju ni zadosten, premalo obsegajoč. Na to so opozorili tudi iz Obrtne zbornice in iz Gospodarske zbornice, da oni že vedo, kakšna je realna poštena cena elektrike, ki naj jo plačujejo. Ampak jaz imam ravno tudi zato, ker je bil ta predlog v državnem zboru podprt z glasovi vseh političnih strank, neko pozitivno pričakovanje, da bo vlada šla tu naslednji korak, torej naproti tem, kar gospodarstvo tudi pričakuje in tudi to, kar je bilo izpostavljeno v parlamentarni debati. Mislim, da je to prava pot. Ja. Kako pa tu vidite vlogo predsednika republike v tako zahtevnih razmerah? Kaj bosta vidva počela, da bosta državi in ljudem pomagala, glede na to, da pač predsednik republike neposrednih izvršnih pristojnosti za pomoč ljudem nima, ne? Kje torej tu vidita njegovo ali njeno vlogo? 3 stvari, gospa Pirc Musar. Treba je poudariti, da je predsednik oziroma predsednica neposredno izvoljen. To mu daje veliko legitimiteto, moralno moč. Moja vizija je, da je treba ob strateških ciljih poenotiti, da se mora predsednik oziroma predsednica potruditi poenotiti oba politična pola. Jaz vidim 4 strateške točke, na katerih bi želela delati. Zdravstvena reforma. Jaz imam včasih občutek, da vsaka vlada začne to z 0. točke. Najprej zamenjamo vse državne sekretarje, tudi nižje po menedžmentu navzdol in potem projekt znova. Mi smo zaradi tega začeli zaostajati. 2. točka je pokojninska reforma. 3. točka, izjemno pomembna, je varnost. Znotraj varnosti, nenazadnje je seveda predsednica oziroma predsednik vrhovni poveljnik oboroženih sil, ampak ne vidim samo obrambne varnosti. Tukaj notri imamo človekovo varnost, tukaj imamo vso socialo. Slabši kot je socialni položaj, manjša je varnost sočloveka, več je kriminala. Energetska varnost, prehranska varnost. Za trenutno situacijo. Vse to so strateške teme. In 4., ki je neizmerno pomembna, so podnebne spremembe in ekosistemi. Tukaj je treba poenotiti politiko in na teh 4 ključnih področjih bi si seveda želela delovati. Kaj pa bi naredili? Povabiš vse deležnike, se pogovoriš, vidiš, kje lahko najdeš skupne točke, predlagaš. Nenazadnje, veste, je predsednik Pahor imel nekaj zelo pomembnih strateških srečanj o sovražnem govoru, o pokrajinah, o volilnem sistemu in tam se nabere lahko ogromno nekih informacij. Vedno je treba povabiti ljudi, ki različno razmišljajo, ampak na koncu sem prepričana, da se na vsaki od teh tem da najti skupno točko in tisto je potem potrebno speljati, ne glede na to, katera vlada je na oblasti, katera barva. To je moja želja. Zdaj, v tako zaostrenih razmerah je verjetno pomembno, da predsednik republike poskuša svoji državi, torej Sloveniji, odpirati tudi nekatera vrata v tujini, da tudi pri tem pomaga. Pri teh pogovorih bi to vi počeli kot predsednik republike? Jaz sem vas razumel v primeru te energetske draginje in izzive, ki so pred nami, kaj kot predsednik republike lahko naredi. Zdaj, zelo kratko v 3 točkah. Moj program je osredotočen na 5 točk in 2 od njih se dotikata ravno tega, in sicer gospodarsko okolje in zelena preobrazba. Mislim, da je zdaj tisti čas, ko je treba usmeriti vse napore v to, da se ravno zaradi izzivov, ki so pred nami,
naredi vse, kar je na naši moči, da se gospodarsko okolje prilagodi tem izzivom in hkrati ta čas uporabi za zeleno preobrazbo. Kako bi naredil aktivno, v tem delu sodelujemo za prihodnost, imam tudi nek ključen način sodelovanja političnih akterjev v Sloveniji, torej redno sestajanje z vsemi predsedniki institucij politike, torej predsednico Državnega zbora, predsednikom Državnega sveta, predsednikom vlade in seveda predsednikom republike na mesečni osnovi, ki redno pregledujejo te ključne cilje, ki so pred nami, in institucionalizirati to tudi s sestanki z političnimi skupinami. In kot tretje, mislim, da predsednik mora tu odigrati pomembno vlogo v smeri odpiralca mednarodnih vrat. Skratka, predsednik republike je tisti prvi, ki lahko dejansko zagotovi, da dobimo drug vir energije, da čim prej pospešimo postopke partnerskega sodelovanja z državo, ki ima določene atribute, ki jih mi potrebujemo, in na ta način z aktivno diplomacijo pripomore, da Slovenija čim lažje prebrodi to krizo. Še zadnje vprašanje. Sedanji predsednik republike Borut Pahor se po 10 letih poslavlja od predsedniške funkcije. Zdaj mnenja o tem, kakšen predsednik je bil, so seveda zelo različna. Ali jim lahko vidva povesta, kakšen predsednik je bil po vaši oceni? Gospod Pahor je edini politik v Sloveniji, ki je zasedal najvišje položaje v državi. Bil je predsednik Državnega zbora, predsednik vlade, predsednik republike, evropski poslanec. Ima ogromno nekega znanja in gospod Pahor je ogromno naredil na mednarodnem področju. Brdo-Brioni je proces, ki bi ga jaz želela zagotovo kot predsednica peljati tudi naprej. Ogromno je odpiral vrat. Skratka, bil je dober predsednik. Jaz sem pa že večkrat povedala čisto osebno, zato ker sem mogoče jaz drugačna, vsak ima svoj karakter, da bi se lahko ob ključnih zdrsih demokracije morda večkrat oglasil. In to je pravzaprav moja edina zamera njegovemu predsedovanju. Gospod Logar. Zdaj sem že na začetku povedal, da je bil gospod Pahor dober predsednik. Zanimiva je sprememba mnenj posameznih kandidatov, ki so v začetku kampanje rekli kakšno krepko čez gospoda Pahorja. Zdaj v zadnjem času pa je deležen, se mi zdi, kar plebiscitarne pohvale tudi strani ostalih kandidatov. Ja, mrsi kakšno krepko smo lahko prebrali o njem. Jaz nameravam v tem delu sodelovanja slovenske politike nadaljevati to delo, ga pa še nadgraditi v smeri aktivnejšega iskanja dialoga med posamezniki, posebej na tistih področjih, ki so ključni za našo prihodnost in predvsem v smeri, da bomo bolje sodelovali. Seveda se bomo podrobneje o tem pogovarjali tudi še v prihodnjem mesecu, ko se dejansko uradna kampanja začne tudi za vaju. Zdaj prihaja obdobje in seveda za vse ostale kandidate, potencialne kandidate. Veliko se boste srečevali, vedno več. Tudi v tem studiu upam, da se še vidimo. Za danes pa gospa Pirc Musar, gospod Logar, najlepša hvala. Prosim. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, če ste morda začetek tega soočenja zamudili, je na voljo na naši spletni strani nnainfo.si, kjer najdete tudi vse ostale informacije o poteku predsedniške bitke. Iz studija le še lep pozdrav in nasvidenje.